avtobusa povedati, zato da vas na ulici ne držim, če je prav tako. Tako, super, hvala vam. No, tudi oljne repice bo kar nekaj, tako zgledalete, kako je lepo obdelana ta pokrajina Mengeškega, Kranjskega polja in tudi naprej. Če je bilo lani zelo sušno, je zdaj v bistvu času čisto popolnoma drugačno in tudi potalnica se je ukrepila, tako da bo zagotovo tudi v poletnem času to dobro. Aha, lahko zdaj v Kamniku mečkaj začnem? Aha, dobro je. 14 tisoč prebivalcev ima Kamnik, močno gospodarsko središče, čeprav smo imeli občutek, da je že po letu 80, ko so nekatera podjetja začela propadati, predvsem pa v začetku 90-ih let po izgubi trga, da je Kamnik nazadoval, pa to zagotovo ni. Gledajte, Kamnik ima kar 700 podjetij in 800 samostojnih podjetnikov, tako da je to močno gospodarsko središče. Res, da v tistih starih firm je ETA Kamnik res zelo močna še, pa recimo tudi del Svilanita, čeprav je večji del je bil v Turčijo predstavljen, seveda nekaterih drugih pa enostavno ni več. Ampak že v preteklosti je res pomembno vlogo igral Kamnik, ki je bil leta 1061 omenjen kot pomembno središče v času Andeško-Meranskih, ki so iz Bavarske in iz Tirolske prišli in te kraje tudi obvladali. Tako da vsi ti trije gradovi, ki so v okolici, tamle gor že vidimo stari grad, pa mimo malega gradu, ko bomo šli, pa bomo grad Zaprice tudi pogledali, boste videli, da je z Andeško-Meranskimi vse skupaj povezano. No, potem je bil to trg, že potem v 13. stoletju, v 14. stoletju pa že mesto. In seveda stara zgodba je povezana z Veroniko. Kamniška Veronika je tista skupuška grofica, ki ni hotela dati denarja. Trije bratje, vsi duhovniki, so zbirali denar za cerkev in da bi imeli skupno mašo. Sam nekaj jim še manjkalo in so šli do te skupuške Veronike in rekla, za vas niti enega centa ne dam, in takrat se je zgodilo to, da se je spremenila pol v kačo, pol v žensko in prednji jo zemlja pogoltne. Seveda to je legenda, verjamete, če hočete ali pa ne. In po tej legendi naj bi bilo tako, je udarila še po stebru, kamnitem stebru, kjer naj bi bili sledove še danes malega gradu. Danes je to kavarna Veronika, pa tudi turistična agencija Veronika je bila tukaj, še bi lahko naštevali. Kraj je zelo dobro šel skozi, imel je kovnico denarja, to je za tiste čase bilo zelo pomembno, kajti mnoge plemiške družine, ki so sem prihajala, so potem bile tudi vezana na to. Razvoj pa začne pešati tam potem v, lahko rečemo, v 17. stoletju, ko iz Trojan preko Motniške in Tuhinjske doline začne potekati promet čez Trojane, ne več po Motniški in Tuhinjski dolini. In to je seveda upočasnilo razvoj in to se je zagotovo podalo. Kljub temu kamnolomi, spodnišnica, tudi drugi industrijski deli se močno razvija. Glejte, Titan Kamnik, potem Remc Stoli, to je kasnejši Stol Kamnik, to je bila močna privatna podjetniška firma. Da ne govorimo o Otoku Kamnik, ki ga je imel gospod Knaflič. Knaflič, imenoval so ga tudi rdeči direktor, rdeči gospod. Gospe, lahko malo tiše? Dajte, modite, če mi za ušesom govorite, jaz pa da vas poslušam. A veste, ne da se zbrati, če mi kdo od zadnji za ušesom govori. Večkrat se ne bom tako dolg, ampak res je moteče, tako da se opravičujem, ampak ne gre drugače. No, on je imel tudi zelo to močno usnjarsko tovarno, ampak po vojni so ga razrešili, mu vzeli tovarno in sicer kot Otok potem deluje, pa tudi ta že v 80-ih letih doživi to krizo. Vemo, po letu 83 blokada slovenskih proizvodov, ta velika inflacija in potem še po letu 90 izguba jugoslovanskega trga, vse skupaj na to močno industrijo tako vplivali. Glejte, druge stvari se razvija, bi se že mogle desetletje ali dva prej, zagotovo ta
pobuda malih in srednjih podjetij je bila odločilna in tudi pri nas je. Dajte, mi ne smemo pozabiti, mi izvozimo 53 milijard evrov, to je bilo lani, 53 milijard evrov. Pomislite, da koliko znamo Slovenci narediti, prodati, izvoziti tudi na te trge. Dajte, mi več izvozimo kot Hrvaška in Srbija skupaj, pogledajte, pa so tam 60%, več kot 60% Jugoslavije predstavljajo, tako da ni vse tako črno, kot si včasih mislimo, tudi milijon ljudi je pri nas zaposlenih in res, da je nekaj lenih še, ki jih je da zavodu zdaj menda manj kot 50 tisoč, kakšen tudi delati ne more iz zdravstvenih razlogov, pa kljub temu stvari so, kar se tiče gospodarstva, dokaj v redu, seveda so tudi izkoriščanja, nažalost se pojavljajo, ampak dober podjetnik bo zagotovo opazil, da se tem stvarem izogne in zato je tudi kamniški del je izredno močan, kot smo rekli, in sploh ta kranjski bazen, ljubljanski bazen, domžalski bazen je gospodarsko na visokem nivoju in prav je, da tako ostane, upam, da kakšne neumnosti ne pridejo. Mi pa pravkar rekel, 2 tedna nazaj, en inženir, ki ob sobotah tudi avtobus vozi, mogoče ga naš gospod šofer pozna, med tednom dela kot inženir, pravi, zelo so ga usrali, ker so zvišali davke na plače. Lejte, mi inženirje, ki imamo 2-3 tisoč evrov plače, a ne tam, za nas je to veliko manj plače, tako da pri takih stvarih je treba paziti. Lejte, gospodarstvo, ki daje, ki živi, vse skupaj oplaja, je zagotovo osnovnega pomena in temu se je treba prilagoditi in to je treba paziti. Veste, več ko ljudje dajo dobijo v plači, več porabijo, več pride kot DDV-ja v državni proračun, to je. Jaz sem po študiji zgodovine in geografije tudi ekonomijo potem diplomiral, tako da na te stvari se zagotovo poznam in jih tudi redno sledim, tako kot je potrebno. Dajte, gospodarski pogoji so zagotovo pomembno. Dajte tukaj znak za Eto. Kdo ne pozna Eto Kamnik, saj praktično v vsakem gospodinstvu so ti izdelki tudi prisotni. No, ker je bilo mesto pomembno, gospodarsko je tudi kulturno pomembno, zato bomo mi mimo takih kulturnih stvari lepo šli in tudi druge inštitucije, ne samo gospodarske, so se tukaj zelo močno prijele, recimo od frančiškanov, tam, kjer bomo mi danes so bile klarise, pa potem uršulinke tudi, ki so imele v vzgoji pomembno vlogo v preteklosti, tako da bomo na koncu to tako lepo sliko Kamnika dobili. No, zdaj pa niti ne lije tako hudo, tako da bomo mi kar lepo, potem ko pridemo zdaj v center, izstopili na desni strani, gremo na podhod. Gospod Peno nas bo na avtobusni postaji počakal, bomo kar rekli 15 minut do 11, ker smo v Mekinjah, se je čist blizu, to je približno 2 km, niti ne 2 km je do Mekin in bomo potem se podali pod streho naprej za našim iskanjem lepih stvari po samem mestu. Kar naprej do konca, pa desna, pa avtobusna postaja, takole.